O konfliktu je toliko za povedati, ampak obenem skoraj nič. In s konfliktom se verjetno srečujemo na dnevni bazi. Je tako rekoč skoraj nepogrešljiv element oziroma del izkušnje življenja v družbi. Od konflikta z najbližjimi, kar je tudi eden od najbolj pogostih form, pa do oboroženega konflikta, ki divja vsak dan na vseh koncih sveta, in do čiste negacije, negativnosti, kot jo recimo lahko vidimo v genocidu nad Palestinci. In to ni več konflikt, je pravzaprav najbolj radikalna indiferenca, ki jo nemški sociolog Georg Simmel poimenuje kot čisto negativnost. In da o konfliktu ne moremo reči nič oziroma skoraj nič, ni mišljeno kot neka nezmožnost misliti konflikt ali pa da ne obstajajo najrazličnejši prijemi, kako se s tem spoprijemamo, kot je recimo koncept deeskalacije, ki definira koncept konflikt managementa. Torej, konflikt lahko opišemo, se z njim spoprijemamo, imamo tudi najrazličnejša orodja, ki nam pri tem pomagajo, imamo pa tudi definicijo konflikta. In generalno se lahko strinjamo z naslednjo izjavo oziroma citatom, bolje, ki sem ga potegnila kar z Wikipedije, torej, da vidimo, kaj pravi Wikipedija v zvezi s konfliktom. Torej, konflikt je stanje neusklajenosti, nasprotij ali neharmonije med dvema ali več akterji, torej so to posamezniki, skupine ali sistemi, kjer zaradi delne ali popolne nezdružljivosti ciljev, interesov ali mnenj, sodelovanje ne poteka optimalno. Torej, gre za nek proces, ki terja odzivanje, spremembe ter deluje kot gibalo razvoja ali pa vzrok za medsebojne spore. Torej, konec citata. Ampak v zgoraj omenjenem citatu, ali lahko resnično rečemo na podlagi tega, kaj je konflikt. V svoji morda ontološki razsežnosti, ali lahko konflikt opredelimo kot epistemološki koncept, ali pa mogoče se lahko zadovoljimo z fenomenološkimi opisi tega, kaj konflikt pomeni v vsej neki svoji razsežnosti. In glede na to, da je konflikt tako centralna dimenzija družbenega procesa, to je ugotovil že Hegel, kot vemo za svojo dialektiko gospodarja in hlapca, da je boj pravzaprav tisti, ki determinira osnovno relacijo med njima. In na to je Marx teorijo konflikta na nek način dvignil na čisto drug nivo z teorijo razrednega boja. Razredni boj, kot je bil zamišljen, nek motor vsega razvoja zgodovine ter družbenega napredka. In v nekem smislu smo morali čakati prav na Marxa, da je tudi Hegelova teorija dialektike potem resnično dobila svoj Aufhebung. In tisto, kar je naredil Marx in kar recimo Hegel ni bil zmožen, pravzaprav zaradi zgodovinskih oziroma materialnih pogojih tistega časa, Marx po drugi strani pa je deloval, je opazoval ekonomske razmere v samem začetku in pa razcvetu kapitalističnega sistema. In tukaj dobimo verjetno najbolj pomemben
pomembno razsežnost konflikta, ki je tudi potem omogočila ta materialistični preboj Marxove teorije. In to je razredna družba, oziroma delavec in buržoazija. Z drugimi besedami, bi lahko rekli, da konflikt ni samo neka ideja, nek idealiziran proces duha, ki skozi zgodovino spoznava sebe in potem kulminira v neki absolutni vednosti, kot bi to recimo rekel Hegel, ampak je dejansko zelo realna materialna substanca, ki je neizbežno tudi formacija in posledica človeškega dela. Torej, Marxa tukaj zanima samo materialna dimenzija produkta, ustvarjenega skozi delo vsakdanje. In zato skozi to razmišljanje potem Marx tudi formulira dve, tako rekoč, nerazdružljivi teoretski polji, ki skupaj tvorita nekaj, kar imenujemo znanstveni socializem. In ta dva elementa sta torej dialektični materializem in historični materializem. Kot opazimo, je pri obeh elementih prisoten materializem v samem imenu, kar je po vsej verjetnosti tudi Marxov način, kako se diferencirati mogoče od ostalih, recimo bolj idealističnih pristopov k politični ekonomiji takrat. In moramo se zavedati, da je v času, ko je Marx deloval, torej nekje med leti 1818 in 1883, je takrat materializem bil le neka oskurna veja, ki je dejansko nihče ni jemal čisto zares. Torej, idealizem je bil še zmeraj solus via ali pa edini način, edina pot do spoznavanja človeka. Dobro, nekateri kritiki bi morda rekli, da goli materializem kot tak je neka reduktivna teorija, ter da seveda ni mogoče, da celotna družba z vsemi svojimi konflikti, antagonizmi izhaja le in izključno iz nekih ekonomskih dejavnikov oziroma nekih kontradikcij kapitalističnega sistema, ki jih sistem sam seveda proizvaja. In tako postane kritika materializma dejansko zreducirana na ekonomijo, na ta ekonomski faktor. In da tukaj mora biti še nekaj višjega, nekaj več, bolj sofisticiranega od same ekonomije. Ker človek ni samo posledica svojega dela, bi lahko rekli. Človeška duša je onkraj striktno nekih materialnih pogojev, in želja ni le želja kapitalizma. Ampak, ali je temu res tako? Torej, brez da gremo v neko argumentacijo ad absurdum, in kjer se začnejo risati te neke meje med kaj je materialno, biološko pogojeno, ter kar so neki višji spiritualni presežki ali neki ekscesi človeškega delovanja, lahko ostanemo pri konfliktu, brez da ga poskušamo rešiti. No, tako je mislil nemški sociolog Georg Simmel, sodobnik tudi sociologa Maxa Webera, recimo, ki je leta 1904 napisal članek Sociologija konflikta. In tukaj za Simmela konflikt ni nekaj, kar bi morali razrešiti, če bi lahko sploh mislili takšno rešitev za nek koncept, kot je konflikt, torej, da gre za nekaj inherentnega, nekaj lastnega družbi. Torej, ni nekaj, kar pride od zunaj in penetrira potem notranjost družbe, katera potem seveda mora najti način, kako rešiti ta konflikt, ampak je že vselej konstitutivni del nje same. In postavi se potem vprašanje, kako se rešiti, kako se znebiti nečesa, kar je v nas samih.
Freud, recimo, je izumil koncept nezavednega, sicer ni nikoli striktno teoriziral nezavedno kot konflikt, ampak seveda teoretska postavitev ter klinično opazovanje, ki ga je opravljal, vsekakor kaže potem na nekaj konfliktualnega znotraj same psihe. Ampak gremo nazaj na Georga Simmela in tukaj bi bilo dobro poudariti, da dejansko tukaj z njegovim delom nastane prvi poskus mišljenja konflikta kot koncepta. Da ni konflikt sam nekaj, kar pač opazujemo in lahko nekako opišemo, ampak ga lahko tudi konceptualiziramo, torej pride do neke abstrakcije. In za znanstveno delo, za razliko od recimo humanistike ali drugih neznanstvenih prizadevanj, je značilna prav ta sposobnost abstrahiranja, torej zvesti nekaj na čisto formo. In formalizacija je tisto, kar nam daje potem možnost uvida. In ne stvar sama po sebi kot taka, oziroma neka neposredna izkušnja te stvari. In tukaj je razlika med recimo kemijo kot neko abstraktno formo ali matematiko kot formalizacijo naravne dimenzije kot take. Magdalena Germek, kolegica, izjemna filozofinja, je pisala v svoji pred kratkim izdani knjigi z naslovom Dialektika formalizacije ravno o tem znanstvenem prelomu, torej zakaj je znanost, ter kaj pridobimo mogoče s to epistemološko formalizacijo. In k dialektiki formalizacije se bomo seveda še vrnili, ker ravno tukaj dobimo jasno epistemološko podlago za formalizacijo konflikta kot koncepta. Da mogoče malo razčlenimo to kompleksno frazo. Prvo, zakaj je epistemologija? Kot vemo, epistemologija je veja filozofije, ki preučuje prav znanje, torej znanje je objekt njene raziskave. Kaj sploh je neka vednost, neko znanje in kako ga pridobivamo? Kaj so njeni viri, torej ali je to neki empirični pristop ali racionalizem? Saj v končni fazi so to tisti elementi, ki oblikujejo naša prepričanja. Zdaj, ali je to znanost, ali je to religija, ali kaj kompletno drugega. Bi lahko rekli, ali si človek znanosti, ali pa recimo religiozni dogmatik. Simmel seveda naredi zelo jasen pregled nekega pojava, kot je družbeni konflikt, kot nek proces, ki se v vsej svoji destrukciji, negativnosti, kaže tudi kot sila, ki v svoji srži je socialna, torej je pozitivna v nekem smislu. In pravi, da konflikt je forma socializacije. Pri Simmelu seveda gre za neizbežno pozitivističen pristop, kjer je konflikt alfa in omega, začetek začetka, mati vseh relacij. In v svojem delu Konflikt, mreža skupinske pripadnosti že na samem začetku omenja slavni latinski pregovor, in sicer si vis pacem para bellum, torej, če želiš mir, se pripravi na vojno. In leta 1915, nekaj mesecev po izbruhu Prve svetovne vojne, je Freud zaprisal prav te iste besede, tega istega pregovora v njegovih refleksijah z naslovom Naš odnos do smrti. In gremo na sam konec tega teksta, kjer pesimistično zaključi z naslednjo mislijo. In zdaj navajam Freuda. Vojne pa ni mogoče odpraviti. Dokler bodo življenjske razmere ljudstev tako različne in zavračanje drugega
tako silovito, vojn ne bo mogoče preprečiti. Tukaj zapiram citat in ga prekinjam samo, da bi ponudilo eno refleksijo o tem stavku, kjer se Freud zdi bolj marksističen od samega Marxa. Namreč govori o življenjskih razmerah, torej nekih materialnih pogojih, inherentnem konfliktu, ki se ne zgodi samo med raznimi ljudstvi, ki seveda so različni, tudi v teh nekih osnovnih pogojih, ampak tudi to neko zavračanje drugega v sami družbi, torej v samem notranjosti, ki seveda kaže na to nujno tenzijo znotraj vsake družbe. In Freud se je tako potem tudi sam znašel še v drugi svetovni vojni, kot Žid primoran zapustiti Dunaj in zbežati v London pred skoraj gotovo smrtjo v koncentracijskem taborišču. Dobro, in sedaj spet nadaljujem preostanek Freudovega citata in zdaj navajam. Tu pa se zastavi vprašanje, ali nismo mi tisti, ki bi morali popustiti in se prilagoditi vojni? In potem, malo prej, v tem odstavku piše, spet navajam, videti je, da to ne bi bil kakšen vrhunski dosežek. Prej vrnitev v nekaterih delih, regresija, toda prednost bi bila v tem, da bi bolj spoštovali resnicoljubnost in življenje znova naredili bolj znosno. Prenašati življenje vendarle ostaja prva dolžnost vseh, ki živimo. Iluzija postane brez vrednosti, če nas pri tem omejuje. In spomnimo se starega pregovora. Si vis pacem para bellum. Če želiš mir, se pripravi na vojno. Našim razmeram bi bolj ustrezalo, ko bi ga spremenili si vis vitam para mortu. Kar pomeni, če hočeš zdržati življenje, se pripravljaj na smrt. Konec citata in se vam zahvaljujem.